Lep pozdrav vsem skupaj, hvala za množično udeležbo. Mi bomo danes predstavili eno zadevo, za katero smo se organizirali, in sicer lahko začnem tako. V Sindikatu policistov Slovenije smo se odločili, da bomo na podlagi zakona o referendumu in ljudski iniciativi v Državni zbor vložili predlog volivkam in volivcem za začetek postopka za sprejem predloga zakona, in sicer predloga sprememb in dopolnitev zakona o delovnih razmerjih, ki bi končal to stanje, ki je danes, in se pravi, da so zaposleni, pa govorim tako zaposlenih v javnem sektorju kot v zasebnem sektorju, izpostavljeni samovolji svojih nadrejenih. Poudarjam, da ta zakon, ki ga vlagamo danes, ne velja samo za javno upravo, ampak za vse zaposlene v Republiki Sloveniji, prinaša pa številne rešitve, ki jih bom omenil v nadaljevanju. In sicer mi želimo, da se omeji možnost izrekanja opozoril pred redno odpovedjo delovnega razmerja, in sicer tako, da ni več to prepuščeno samovolji nadrejenih oziroma predstojnikov, ampak da morajo biti za to izpolnjeni točno določeni pogoji, se pravi kršitev pogodbe o zaposlitvi. Druga rešitev, ki jo predlagamo, je to, da imajo zaposleni zoper to možnost pravnega varstva. In kot tretja rešitev je ta, da je zoper, kot tretja rešitev je ta, da delodajalci ne morejo začeti z postopkom redne odpovedi, dokler ni pravnomočno odločeno o tem opozorilu. Se pravi, da nek neodvisni organ, kot je sodišče, presodi, ali so sploh podani razlogi za to opozorilo. In še v prehodnih določbah predlagamo, da se vsa opozorila, ki so bila izdana, dokler bo sprejet ta zakon, zgubijo svojo pravno veljavo, hkrati pa dopuščamo 3-mesečni rok, v katerem bodo lahko delodajalci, vkolikor ti razlogi seveda obstajajo, v skladu s tem novim postopkom, če bo sprejet, seveda to opozorilo tudi na novo izrečejo, z veljavnostjo seveda od takrat, ko je bila kršitev. Zdaj, za vložitev pobude volivkam in volivcem sicer ni potrebno predhodno zbrati podpisov, podpore, vendar smo se v Sindikatu policistov odločili, da med zaposlenimi v policiji, Ministrstvu za notranje zadeve in Inšpektoratu Republike Slovenije za notranje zadeve preverimo njihovo razpoloženje oziroma kaj o tem mislijo, in lahko z veseljem ugotavljam oziroma sporočam, da smo v nekaj manj kot enem tednu zbrali 3326 podpisov, kar je bistveno več od zahtevanih, recimo za referendum 2500. Tako da mi bomo današnjemu predlogu oziroma zahtevi predsedniku Državnega zbora predložili tudi teh 3326 podpisov in pričakujemo od predsednika Državnega zbora, da bo tudi v najkrajšem možnem času začel postopke skladno z zakonom o referendumu in ljudski iniciativi. Verjetno mnoge zanima, zakaj je zdaj ta ukrep oziroma ta predlog Sindikata policistov. Naj poudarim, da smo bili v zadnjem letu v policiji deležni eklatantnih zlorab tega inštituta za discipliniranje zaposlenih, od policista motorista, ki je naredil selfie z protestniki, do tega, da so dobili zaposleni v policiji opozorila pred odpovedjo zaradi komentiranja družbenih razmer, predvsem kar se tiče epidemije COVID, na družbenih omrežjih. Najbolj eklatanten primer pa je izrek opozoril pred odpovedjo 3 ljubljanskim policistom zaradi ukrepanja zoper Rumene Jopiče na protestu 25. junija tega leta. Ta ukrep, ki ga je dr. Olaj zlorabil, ni razlog, in poudarjam, ni razlog za vložitev tega zakona, je pa vsekakor povod za to. Kajti ta primer je v širši slovenski javnosti pokazal in jasno dokazal, da imajo delodajalci
v rokah premočno orožje, s katerim lahko disciplinirajo svoje zaposlene. Želimo, da pozvati vse državljanke in državljane, da ko bojo sproženi ustrezni postopki v skladu z zakonom o referendumu in ljudski iniciativi, da se tej podpori pridružijo in oddajo svoj overjen glas na upravni enoti oziroma prek digitalnega potrdila. Poudarjam še enkrat, da tukaj gre za zakon, ki se spreminja v dobro vseh zaposlenih, ne samo v policiji. Policisti pa smo tudi s četrtkovo odločitvijo Ustavnega sodišča dokazali, da nam je mar za pravno državo, da smo tisti, ki skrbimo za zakonitost v tej državi in zato tudi ta zakon vlagamo. Namreč, sodna praksa je v preteklosti pokazala oziroma se opredelila, da zoper ta ukrep ni možnega pravnega varstva zaposlenih, oziroma je nekako upeljala tako imenovano zapoznelo sodno varstvo, kar pomeni, da delavec zoper neko samovoljo delodajalca nima trenutno prav nobene možnosti. In zato pozivamo vse sindikate, nevladne organizacije in druge, da nam priskočijo na pomoč. Tako kot sem rekel, ne glede na to, da ni potrebno predložiti teh podpisov podpore, smo jih mi v nekaj dneh predložili 3326, ki jih bomo danes tudi predložili. Brez tega, da bi šli v neko širšo kampanjo zbiranja teh podpisov, so nam pa tudi že določene nevladne organizacije in sindikati že napovedali podporo pri zbiranju podpisov. Tako da mi apeliramo na vse delavke in delavce v Republiki Sloveniji, da se takrat, ko se bo začel ta postopek, nam priskočijo na pomoč, kajti gre za skupno dobro delavk in delavcev in zato jih že zdaj vabimo, da nam to podporo tudi izrazijo. Hvala.